Na službenem prenosniku mi je disk odpovedal, da nas čaka en unboxing, še prej pa intro. Kot sem že omenil, mi je odpovedal disk na službenem prenosniku. Jaz sem pa moral zdaj na brzino na eno šolanje in brez prenosnika je to bolj tak. Tako da mi je naš računalničar nekaj zrihtal, pojmov pa nimam kaj, ker sem samo škatlo zabrisal v prtljažnik in šel hitro na pot. Tako da predlagam, da skupaj pogledamo, kaj me čaka. Egola, pa imam škatlo v sobi. Zaenkrat vem samo to, da je prenosnik od HP-ja. Tisti, ki ne veste, HP baje pomeni huge problems. Tega nisem jaz rekel, tako da HP fani ne se razburjati. Drugače pa predlagam, da to kar odpremo. Lepo je nazaj zalepo ta naš računalničar to. Zapakirano kot novo. Upam, da so Windowsi naloženi. Pa vse, kaj rabim za šiht. To je to. Imamo še tu nekaj v škatli. Polnilni kabel. Brez tega najbrž ne bo šlo. Vsaj dolgo ne. To je to. Nice. Not bad. Not bad. Da vidimo, kaj sem to dobil. i5 procesor 8. generacije, koliko vidim, Nvidia grafična kartica. Še se kaj drugega tu lahko razbere. Načeloma ne. Dajmo to vklopiti, pa vam bom mogoče lahko povedal kaj več o specifikacijah te zadeve. Takole. In takole. Prenosnik se je dokaj hitro zagnal. Tisti prvi moj wow vtis na drugo žogo se ni najbolj wow, ampak za službo bo super. Všeč mi je, da je večji ekran. Drugače pa imam tukaj karakteristike, tiste osnovne. 1.8 i5 procesor, 8 GB rama, 240 GB diska. In glede na to, da se je hitro zagnal računalnik, predvidevam, da je SSD disk. Ne me pa držati za besedo. Na prvi vtis me moti predvsem občutek tipkovnice in pa občutek trackpada, ki deluje izredno čip, ampak kot sem že rekel, za službo bo moralo biti v redu. Predvsem to me moti, da ko, ne vem kako vam naj, ne vem če slišite, ta zvok, kot da se nekaj trese, ko pač pritiskaš na trackpad, mi je tako malo. Drugače pa bo ok, treba se bo navaditi in to je to. Upam, da vam je bil video všeč. Če še niste, se naročite na kanal. Še vedno zbiram tistih 1000 naročnikov. Kliknite palček gor, komentirajte video, pa je to to. Čau!